Jaz sem Urška Perenič. Zato, ker literatura zadovoljuje našo osnovno človeško potrebo po dialogu, komunikaciji in interpretaciji. Saj pravzaprav dnevno v interakcijah z drugimi ljudmi komuniciramo in interpretiramo izjave. Literatura je pa še v tem posebna, da je umetnost, da je zanjo značilna pravzaprav kraljevska raba jezika in da nas tudi pelje v preteklost, v nekdanjost, v neke druge prostore in čase, ki jih skozi njo spoznavamo in si jih prisvajamo. Zato, ker smo z njo povezani tudi prek jezika. Čeprav je ta koncept nacionalne književnosti deloma presežen, zaradi tega, ker literatura danes ne izpolnjuje več funkcije, ki jo je izpolnjevala zlasti v 19. stoletju, ko je posredovala neke narodne vrednote, pa je še vedno jezik z njo neločljivo povezan. In če lahko verjamemo tudi nevroznanstvenim kognitivnim raziskavam, kako zelo jezik določa delovanje naših možganov oziroma način mišljenja, smo potemtakem tisti, katerih materinščina je slovenščina, morda najbolj poklicani. Zame je dobra vsa literatura, ki me nagovori, ne glede na to, iz katerega časa je. Je pa res, da sem literarno-zgodovinsko, to se pravi znanstveno, nekoliko ukvarjena in si tako kot na primer laični bralec ne morem privoščiti, da bi rekla, da je en določen avtor ali eno določeno delo zame najboljše, ker skušam gojiti in vzdrževati to ljubezen do vsega in po tej poti tudi opravljati poslanstvo. Ne, zato ker umetna inteligenca lahko marsikaj ustvari, ampak jaz razumem literaturo v prvi vrsti kot izraz človekovega duha. Tako si predstavljam nekako obdobja skozi ljudi in umetnike, ki so tej literaturi vdahnili življenje. Morda se bo zdelo nekoliko čudno, če kot literarna zgodovinarka navedem kulturnega zgodovinarja nizozemskega rodu Johana Huizinga, ki pravi, da obdobja niso prazna, ampak da so v njih ljudje. In zame so literatura v prvi vrsti ljudje, ki so jo ustvarili. Zato si resnično ne predstavljam, da bi to počela umetna inteligenca. Zato, ker potrebujemo učiteljev in nas je malo, ampak šalo na stran. Zato, ker je študiranje slovenske literature izjemno zanimivo, kar pomeni študij literature prisvajanje tradicije, hkrati pa je to vedno spoznavanje sebe. Ljudje smo nekam ukoreninjeni v nek prostor, čas, v nek sociohistorični kontekst, imamo pa tudi svojo preteklost. In iz te preteklosti se lahko marsikaj naučimo ravno skozi literaturo, ki se mi zdi, da najlepše artikulira ideje in zamisli. In če spoznavamo te ideje in zamisli, lahko pomagamo tudi k boljšemu življenju in lahko bolje razumemo sebe. V slovenski in tudi svetovni književnosti je cela vrsta umetnikov, ki se niso nikoli premaknili za svoje mize, ki so bili tako rekoč nemobilni, pa vendar so bili veliki literati in umetniki. Mene so najbolj zaznamovali literati 19. stoletja, in sicer klasiki, tudi zato, ker se mi je v nekem trenutku zazdelo, da se moram ukvarjati predvsem z bistvenimi rečmi, in med temi bistvenimi rečmi oziroma osebnostmi so zagotovo klasiki realizma. Jurčič in Tavčar imata tu prvenstveno vlogo. Seveda pa sem zelo navdihnjena tudi nad Biedermeierjem, ki v slovenski književni zgodovini ni utrjena oznaka in si prizadevam, da bi jo uveljavila, in posebej opus Ljubljančanke Luize Pesjakove. Popolnitev bodi moj edini vzor, luč, resnica moj delovanje, ljubi, ti bodi mi izvor sreče, smrt po delu, sladko spanje. Dragotin Kete v nekoliko prirejeni obliki.